Zdravo, moje ime je Matic Novak in organiziram tabore modrih junakov. Star sem 32 let in od malih nog živim z neko etiketo na čelu, ki se sicer ne vidi kot napis, vidi se pa v moji energiji in načinu življenja, da imam ADHD. Ukvarjam se z otroki, ki imajo to motnjo in pa tudi z odraslimi, ki delajo s takšno populacijo otrok, jih izobražujem o ADHD-ju, da ga bolje razumejo, da vejo, kako funkcioniramo, verjamem in pa vidim, da lahko ti otroci in pa posamezniki živijo svoj potencial. Lahko začnem. Moje ime je Ingrid, sem sicer socialna pedagoginja in skupaj z Maticem nekako iščeva močna in šibka področja pri vsakem posamezniku na taboru in pol na temu tudi delava. Predebatirava aktivnosti, ki se dogajajo, da predebatirava, kaj lahko s temi aktivnostmi doseževa, se pravi, čujeva močna področja in šibka področja. Pravijo nam, da imamo ADHD, ADD, motnjo pozornosti in hiperaktivnosti. Jaz pa pravim, da so to junaki, ki pišejo vsak svojo zgodbo. In tu, na taboru modrih junakov, tu skušamo te zgodbe privabiti na plano, zato da vsak zaživi svojega junaka. Otroci pridejo na ta tabor, vse povsod so, skačejo sem ter tja, težko poslušajo, težko zdržijo, nimajo obstanka, včasih ugovarjajo, se tudi ne jih najlepše vedejo in na to v sklopu 4 ali 5 dni doživljamo pred očmi iz dneva v dan take spremembe, da enostavno se sprašuješ, kako je to mogoče. Ti otroci vedno znova in znova dokazujejo, da se da narediti spremembo in da so sposobni bistveno več, kot jim ljudje pravijo. Ampak za to rabijo prave pogoje. Prvi pogoj pa je, da jim ustvariš prostor, kjer so lahko to, kar so. Z največjimi izzivi, ki se tukaj soočam, je nekako izziv z potrpežljivostjo. To so otroci z pomanjkanjem pozornosti, pomanjkanje koncentracije in potem, če ti hočeš nekaj povedati, dopovedati in naučiti, ni rečeno, da boš to uspel v prvem poskusu. Kar se jaz tukaj najbolj učim, je biti potrpežljiv in da razumem do teh otrok. Matica vsakega otroka pač pele v en tolmunček. Je ful zanimiv gledati, kako v enem trenutku, ko se sprostijo, pač vidiš popolno zaupanje Matice, umiritev čisto. Najbolj pomemben, da se naučijo živeti s tem ADHD-jem, pa hkrati pridejo še razne stvari, ki se jih tudi lahko tukaj naučijo. Recimo kurt ogenj, preživetje v naravi, pa kakšne različne spretnosti. Kar vam bom zdaj tukaj demonstriral, je past, katero nastavljajo lovci po temle gozdu, zato da preganjajo svismica. Sem prvo ali drugo jutro nekaj slišal pred mojim šotorom, ko je bila še tema. Bolj kot kak medu sem manj strašil in v bistvu manjši. Da so tudi vse delavnice, ki jih Matic pripravi, tako narejene, da lahko zasledujemo otrokovo pozornost, otrokovo samopodobo, otrokovo vključenost v skupino. In potem tudi staršem nekako dati poročilo, kako videva otroka, kaj je najbolj mnenje, kaj je še mogoče, kje je dobro nadaljevati. Tukaj se pravzaprav učimo samo skozi igro, učimo se vse v naravi, ni učilnice, učilnica je narava. Moj cilj in namen je, da s tem programom pridejo v stik z vsemi elementi,
ki jih na to v vsakem trenutku življenja lahko občutijo. Jaz zdaj čutim veter, kako piha. Tukaj vidim ogenj, kako gori in neti to palčko dišečo. Pijem vsakič vodo in sem vsakič na stiku z zemljo. Če sem pa dovolj pozoren in grem vase, pa lahko začutim tudi svojo energijo. In v resnici gre tukaj za prebujanje zavesti, za odpiranje zavesti in pa za delanje sprememb, za rušenje blokad, ki nas omejujejo, predvsem strahu, in pa za odpravljanje vedenja, ki nas omejujejo v odnosih. Izziv je tudi to, da med temi vrvežavimi mulčki daš vsakmu dovolj prostora. In da najdeš možnost, da najdeš nekaj, kjer se lahko pokaže, kjer je lahko dober, kjer lahko zažari, kjer lahko zacveti. Želim si, da bi odnesli predvsem lepe spomine, ki bodo celo življenje živeli v njih. Želim si, da bojo odnesli od to prijateljske vezi in pa predvsem želim si, da bojo šli od tega tabora opolnomočeni za to, da bojo v svetu, kjer se bojo mogli naučiti prilagajati, močnejši. Zato, da bojo imeli več samozavesti, ki jim bo pomagala, da bojo v bistvu oni pokazali lahko svoj pravi jaz. Za mene je življenje igra. In ko živiš na tak način, potem si za moje pojme svoboden.